Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. 15. junij je ta veseli dan, ko se roaming v državah Evropske unije ukinja. Pred turistično sezono, zelo prikladno, ne bo treba več iskati najugodnejših paketov za internet, ko bomo šli na morje ali pa obiskali katero od držav Evropske unije. Zato sem se odločil, da obiščem enega od operaterjev, da dobim še zadnje informacije, ampak je precejšnja gneča, tu so pravzaprav vsi šalterji zasedeni. Aha, tu je en gospod, dober dan. Dovolite, gospod, samo da malo prisluhnem vaši debati, reporter Milan, pozdravljeni. Ja, ne, se tak ni problema, jaz tak vem, kaj je, samo smišal preveriti za ziher. Te pa kar izvolite, ja? Ja, torej, kak imamo zdaj? Ja, dober dan, ne vem, kaj imamo. Ja, to za dansko je konec, ne? Roaming se ukinja, ja. Torej, jaz zdaj normalno grem v tujino, pa ker... Vi greste normalno v tujino, zdaj kak pač greste s avtom, sem pa tja samo pač, ker ne vem, kaj zdaj to pomeni. Mislim, ni zdaj to tako preprosto, ne. Zdaj, če se je roaming ukinil, to ne pomeni, da bom ja v Bruslu dobila službo, ne, gospod. So pač določeni členi pogodbe, ki jih je treba prebrati, ne, tako mi pravimo droben tisk, ne. Ker zdaj jaz vam ne priporočam, da vi greste v München, pa naredite Wi-Fi točko, pa se derete, naj se vsi vam gor preklopijo, ker tako tudi ni, ne. Priklopijo se lahko tebe, veš, kak je droben tisk. Če pa je zdaj, ne, in sjeme, United, Rob. Gospod, gledajte, še enkrat povem, je res, je 70% je na tem, kar vi pravite, ampak odvisno je od vašega paketa. Kaj imate, se pravi, če imate toliko in toliko prenosa podatkov, ne morate iti v tujini prek tega prenosa, ker to nijate zastojno, odvisno od vašega paketa, pa MMS-i niso zastojni, se pravi, vi greste v Graz, ne, pa se slikate, ko hodite tam v trgovinah, pa če to pošiljate, boste plačali. SMS-i, klici so navadno, ampak vse odvisno od vašega paketa, ne? Ja, tu paket imam jaz tak močen, ne? Ja vem, samo smo zdaj te tujina EU pripravili pakete tudi, ne? Ob tej priložnosti, ne? Pač več prenosa podatkov, tako da ljudje pol ne bojo, ne? Pa tudi, recimo, naj vas opozorim, zdaj, če vi tu iz Maribora kličete v Nemčijo, recimo brata, ne? Brata imam v Polskavi, jaz. Ja, dobro, če na Polskavu kličete, te ni, ne? Je to tako stacionarnega, kličem jaz v Polskavu. Če imamo istega operatera, tu se 7 ur lahko menjamo. Dobro, predpostavimo, da bi imeli brata v Nemčiji, pa bi ga tu klicali, bi plačali dodatno. Če pa Evropa. Pa to vam pravim, so določene, kot pravimo, cake. Če bi pa šli vi v Graz, brata klica v Nemčijo, pa recimo ste tam, pa bi to bilo zastojno, ne? Vsi bolanti, se pa te nimam vinjete za gor, pa benzin nekaj treba not v avto spustiti, kaj zastojno? Pa v čem je zdaj fora, da jaz v Graz hodim, pa brata v Polskavo kličem, razi se v avto vsem, pa do tega se peljem, pa nekaj 2 pira ruknemo. Primer sem vam dal, razumete, primer? Je slab primer ste mi to dali. Glej, samo tako se zmenja, daj ti meni menjaj v tudi EU, da imam fulare gor, vse, ne? Ja, samo vas menjava paketa, stane 20 evrov, ne? Kako zdaj? Z enega paketa na drugega imamo pač, da je 20 evrov. Plus še imate 4 meseca vezave, to, kaj ste imeli, ta paket, pa če zdaj hočete prej, še morate 79 doplačati. Če ne grem drugam, samo paket mi menjati, pravim. Ne grem v Graz, ne grem v München do Polskave, mogoče k bratu, to pa je vse. Vem, samo ste se zavezali 2 leti za ta paket, neki popust dobili, pa... Zdaj sem jaz bosanec, kaj? To nisem rekel. Vsi so v Evropi, samo jaz ne, ker sem se vezal, to kaj? Dobro, gledajte, počakajte 4 mesece, pa samo prenos, mislim, do takrat pa pač. Do takrat pa naj hodim v Graz brata klicati, kaj? Le, dan se peljem tja, da vidim, kaj ima on to, pa preštudiram, jutri berem nazaj. Torej vidim, da zadeva ni tako preprosta, vseeno ne. Ja, bistvo je. Ja, za oneko moja brata v Nemčiji. Dobro, da nas zdaj pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.